Večina pacientov naš laboratorij najde v Googlu po iskanju besedne zveze hormonsko neravnovesje. Mi se namreč veliko ukvarjamo s hormoni, kar ste najbrž že slišali, če redno spremljate ta kanal. Ker pa hormoni niso eksaktna znanost in se različno obnašajo pri različnih ljudeh, je tudi hormonsko neravnovesje za nekoga drugačno kot za drugega. Predvsem pa je odvisno od zunanjih dejavnikov, med katere zagotovo sodi tudi telesna teža. Izrazito suha ženska bo tako torej imela čisto drugačno hormonsko neravnovesje kot tista, ki se sooča s prekomerno telesno težo. No, v današnjem videoposnetku predstavljava hormonsko neravnovesje v povezavi s prekomerno telesno težo oziroma debelostjo in kako si pri tem lahko pomagamo sami. Živim, dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Midva sva Bija in Aleš, zdravstvena delavca, ki vam na tem kanalu ponujava nasvete glede ščitnice, alergij, hormonov in pa druge nasvete, kako skrbeti za svoje zdravje. Opažava pa, da imava dva pola sledilcev. Tisti, ki jih zanimajo hormoni in pa različna hormonska neravnovesja, na drugi strani pa imamo sledilce, ki jih zanima hrana in naj kar naprej sprašujejo o tem, kaj jeva, pa kako si pripravljajo hrano, skrbi za to, da smo zdravi. Evo, jaz mislim, da za začetek bo dovolj, da nama bo uspel pripraviti vsaj en obrok, za naprej bova pa že tako videli. No, danes pa se bova dotaknila teme, ki načeloma paše v obe kategoriji. Različna hormonska neravnovesja si namreč lahko nakopljemo z nepravo prehrano, po drugi strani pa si s prehrano lahko hormonsko neravnovesje tudi bistveno izboljšamo, če ne celo odpravimo. Odkar sem jaz hujšala, namreč tudi precej popazim pri prehrani, kjer se da recimo nadomestiti hormonske motilce, kot so mlečni izdelki, pač to naredim. Hormonsko neravnovesje je izraz za nenormalne vrednosti hormonov v telesu. Prevelike ali pa premajhne količine hormonov, ki so v telesu prisotne predolgo, povzročijo veliko škode in tudi zdravstvenih težav pri posamezniku. No, ko se pa to stanje prevesi v kronično, postane hormonsko neravnovesje očitno tudi v razpoloženju in v obnašanju. Včasih te spremembe povzročijo res neprijetne simptome tudi za vašo okolico, zato te znaki zahtevajo pozornost. To je tisto, ko smo kar nekaj zoprne, pa sploh ne vemo zakaj. Ko se začnemo pogovarjati o hormonih, je v bistvu najpogostejša misel kakšna menopavza, težave z nerednimi menstruacijami, težave z zanositvijo, potem odsotnost ovulacije, premajhno delovanje ščitnice, depresija, pomanjkanje libida, inkontinenca, izgorelost in pa debelost. Debelost je za marsikoga občutljiva tema, žaljiva oznaka, tabu tema, kakorkoli že. V resnici pa gre po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije za zdravstveno stanje, pri katerem se je presežek telesne maščobe nakopičil do takšne mere, da bi lahko imel negativen učinek na zdravje. Zakaj to govorim? Tudi jaz sem bila debela, imela sem 30 kg preveč. Včasih je lahko hormonsko neravnovesje vzrok za prekomerno telesno težo ali pa debelost, naprimer slabše delovanje ščitnice. Ok, zdaj že kar dobro poznam svojo ščitnico, pa točno vem, kdaj mi nekaj nagaja, kdaj mi česa manjka ali pa kaj. Ampak se pa spomnim prej nazaj, ker pa še nisem čisto vedela v bistvu, kaj se dogaja, me je bilo po vsake stvari zelo strah, sploh recimo, ko mi je srce začelo razbijati, ampak zdaj pa vem, da v bistvu to je ščitnica. No, največkrat pa velja obratno, in sicer to, da je hormonsko neravnovesje posledica debelosti oziroma prevelike telesne teže. Nekdo, ki je samo debel, bo lahko shujšal tako, da poje manj, kakor pač je prej, a ne? Nekdo, ki ima pa težave s hormoni. Dobra novica pa je predvsem tem, da lahko na težo vplivamo sami, se pravi, si bomo s tem lahko pomagali tudi pri hormonskem ravnovesju. No, kako pa lahko hormonsko neravnovesje prepoznate sami? Gre za naraščanje kilogramov in pa težave s hujšanjem, tudi nabira se maščoba, ki okrog trebuha, imate nizek libido, utrujenost, anksioznost, tesnoba pa depresija, nespečnost, prekomerno potenje, prebavne težave in pa napihnjenost in pa hrepenenje po ogljikovih hidratih. Tako da, če vam že ljudje okrog vas rečejo, da najbrž je pa nekaj narobe z vašimi hormoni, pol zna biti res nekaj na tem. Pa dajmo zdaj pogledati hormone pri ženski s prekomerno telesno težo. Ker se hormon estrogen nabira v maščobnih oblokah, imajo ženske s prekomerno telesno težo običajno estrogensko dominanco, se pravi, imajo preveč estrogena v telesu.
Da na hitro malo ponovimo. Glavna funkcija hormona estrogena je uravnavanje rasti, razvoj ter skrb za pravilno delovanje spolnih organov pri ženski. No, že v puberteti se pokaže njegova funkcija, saj je to najpomembnejši hormon, ki poskrbi za to, da se deklica spremeni v žensko in da začne dobivati te značilne ženske obline. No, estrogen po menstruaciji pa telesu pomaga pri rasti novih celic in obnavljanju maternične sluznice. Estrogen tudi povečuje maso mišičnega tkiva v maternici ter vpliva na rast mlečnih žlez. Skrbi tudi za močne kosti, saj vpliva na zadrževanje kalcija v organizmu, kar preprečuje nastanek osteoporoze. Sprav boš debela, ne boš pa imela osteoporoze. No, je pa res, da imamo estrogen tudi mi moški, ampak v precej manjših količinah. Preveč estrogena lahko povzroči tudi preveliko stimulacijo celic, kar lahko proizvede do nastanka raka na dojkah, rodilih in pa nastanek tumorja, prizadetje pa lahko tudi imunski sistem. Povečana raven estrogena pri moških pa lahko privede tudi do raka na prostati ali pa celo do zmanjšanja tvorbe sperme. Zdaj, strokovnjaki menijo, da estrogen najbolj vpliva na nagnjenost pri dobivanju odvečnih kilogramov pri ženski, zato ker je lipogeničen. Kaj to pomeni? Pomeni, da spodbuja kopičenje maščobe, jo ohranja, poleg tega pa se v pridobljenem maščobnem tkivu nabira še dodaten estrogen. Skupaj z endokrinologi svetujemo in damo potem tudi ustrezna zdravila, da jim potem pomagamo shujšati, ne? Po domač povedan, torej debelost povzroča hormonsko neravnovesje, se pravi preveč estrogena, ta pa nam povzroča še dodatno debelost. Ja, juhu. Mi v laboratoriju hormonsko neravnovesje lahko pomerimo iz krvi ali pa iz sline. Estrogenska dominanca pomeni visok nivo estrogenov v primerjavi s progesteronom, ki je pa v bistvu hormon, ki ga najprej začne primanjkovati. In če imamo že tako ali pa tako nizek progesteron, potem imamo pa še preveč estrogena, potem bo to nerazmerje v bistvu še slabše. Se pravi, v teoriji bi si morali povečati progesteron in pa zmanjšati estrogen. Ampak kako? Bova povedala v nadaljevanju. Če si boste dali meriti progesteron ali pa estrogen, pa je pomembno, da se vzorec krvi ali pa sline odda v točno določenem dnevu ciklusa. Zaradi tega, ker pač cikel ima vpliv na hormone. Seveda, to velja, če ciklusa še imate. Pravo okno je tako od 20 do 40 dan ciklusa menstruacije. No, estrogenska dominanca pa se lahko še poslabša z okoljem, ki spodbuja izločanje estrogenov. Kaj to pomeni? To pomeni, da si situacijo lahko precej poslabšamo sami, če ne skrbimo za prehrano, če nam primanjkuje joda. Kadar solite hrano, morate biti pazljivi, predvsem če imate težave s ščitnico, ker včasih kakšna sol, ki jo kupimo, ne vsebuje joda, predvsem iz kakšnih mogoče diskontnih trgovin, ker nimajo vse države tega regulirano. Če imamo zaradi prekomerne telesne teže slabo presnovo estrogenov in pa če imamo diabetes. No, pa tudi uživanje velikih količin belega sladkorja lahko vodi v resne motnje tega hormona. Poleg vsega tega pa estrogensko dominanco poslabšuje tudi ksenoestrogeni. To so hormonski motilci, ki jih vede ali pa tudi ne vede v našemu telu. Pa nas vedno Aleš reče, da je on spekel raco, ampak jaz vsem mislim, da je pečica. Tole bomo pa jedli tudi, če so ksenoestrogeni noter. O tem sva že govorila o videoposnetku o hormonskih motilcih, predlagam, da si pogledate tudi ta videoposnetek. Nasplošno pa pri ljudeh s prekomerno telesno težo žleze delujejo malo drugače. Od tistih zunanjih izločenjem do tistih z notranjim izločenjem. In med te z notranjem so tudi trebušna slinavka, ki izloča hormon inzulin, ki uravnava nivo glukoze v krvi. Midva nasploh verjameva, da si pri marsikaterem zdravstvenem stanju lahko sami pomagamo s prehrano. Naprimer, pri estrogenski dominanci je dobro paziti tudi na okolje, torej se izogibati hormonskim motilcem, predvsem je pa treba iz prehrane izločiti vse mlečne izdelke in nekatero meso, zaradi tega, ker lahko v telesu dvigujejo nivo estrogena. Se bo nekaj pekal? Kakor poznaš mene, bo brez sladkorja, brez moke, sprav brez belih stvari. Čaj, to je tudi mleko pa bela stvar. Mandljevo mleko. Ne moram dati v sladico, ker nima belih stvari, potem belo mleko. Seveda, da daš mandljevo mleko. Rodilnika ne moreš dati. Prav tako pa se dobro izogibati soji in pa belemu sladkorju. Pazite tudi pri kontracepciji, sploh pri tisti, ki zavira progesteron. Če imate preveč estrogena, ga poskušajte zmanjšati z ustrezno prehrano, ki bo zavrla nastanek tega hormona. Jejte torej grozdje, melone, hruške, ananas, no pa tudi stročji fižol, proso in čebula
silno omilijo težave z estrogenom. No, tako prehrano pa je še posebej priporočljivo jesti pri raku maternice, jajčnikov, dojk, pa tudi pri PMS-ju in pa sindromu policističnih jajčnikov. O teh sva tudi že govorila zdravnica, pa dajte mogoče pogledati še v video posnetek. Prav, če se spomnite, smo kot kriterije za policistične jajčnike omenjali tudi ultrazvok, pri tem pa nam bo pomagala dr. Tadeja Štrumbelj iz Zdravstvenega zavoda Štrumbelj. Dr. Štrumbelj je ginekologinja z več kot 20-letnimi izkušnjami na tem področju, med drugim pa veliko ve tudi o hormonih. Živila, ki dobro vplivajo na te negativne učinke estrogenov, pa so tudi jagode, ajda, zelje, agrumi, fige, buče in pa tapioka. Raco je res naredila pečica, ne Aleš, ampak žgance je pa sam naredil. To je zato, da boste veliki pa močni. No, zdaj bova pa končno povedala, kaj torej lahko naredite sami, da si poskusite zmanjšati estrogensko dominanco. Najprej odstranite vse prečiščene ogljikohidrate iz hrane. Sem sodi bela moka, bela žita, sladkor, škrob in tako naprej. Predvsem je poudarek na sladkorju, sploh v kombinaciji s prekomerno telesno težo. Izogibite se tudi soji in pa sojnim izdelkom, zaradi tega, ker ta dodatno dviguje estrogen v telesu, in pa čim bolj opustite uživanje mleka in pa mlečnih izdelkov, zaradi tega, ker ta lahko vsebuje ksenoestrogene. Uživajte nesladko sadje, predvsem v dopoldanskem času, zato vam bo hvaležna tudi vaša trebušna slinavka. No, za malco si pa privoščite oreščke, semena, stročnice ali pa kakšno zelenjavo. Uživajte tudi v lokalno pridelani ekološki hrani, če se le da, seveda pa kupujte tudi čim manj predelane hrane. Uporabljajte hladno stiskana olja, zdrave maščobe so namreč osnova za tvorbo hormonov. Vsak dan dajte popiti vsaj 2 litra sveže vode. Ljudje smo veliko dehidrirani, pa v bistvu tega sploh ne vemo. Voda pomaga pri temu, prav tako pa zmanjša občutek lakote. Omejite tudi pitje kofeina. Ne uživajte nobenih industrijskih pijač in pa alkohola, spet je težava v sladkorju. Zvečer ne uživajte žitaric in pa sadja, ker to pozitivno vpliva na spanc, je pa nujno potreben za tvorbo hormonov in pa hormonsko ravnovesje. Pa dajte se pozanimati o poreklu mesa, če ga jeste. No, pa še nekaj nasvetov, za katere vem, da ste jih že slišali, ampak vseeno. Ti nasveti ne bodo le pripomogli k izboljšanju hormonskega neravnovesja, ampak tudi k zmanjševanju telesne teže. Tako da evo, najbrž boste zdaj malo hudi name, ampak se veste, za svoje zdravje največ lahko naredite prav vi sami. Ne kupujte pekovskih izdelkov, kruha, rogljičkov, tortic. S tem se izognete transmaščobam, glutenu, sladkorjem in ostali packariji, ki vam nič ne pomaga pri hormonih. Ne kupovati, pa tudi ne uživati nobenih sladkarij, pa druge hitre hrane, obljubim, da je to dobro za vas. Pa ne stradati čez dan, zaradi tega, ker boste zvečer zagotovo preveč pojedali. Kadarkoli ste lačni, si lahko skuhate juho, popečete zelenjavo ali pa naredite solato. Pa dajte tudi spoznati prehrano, ki jo jeste vsak dan. Sploh ni problematična tista slaščica ali pa priglizek, ki si ga privoščite na vsake toliko. Problematične so vaše vsakodnevne izbire. Poučite se, katera živila so dobra za vas, katera pašejo na vaše zdravstveno stanje, in telo vam bo res hvaležno. Evo, danes sem pripravila eno čisto enostavno sladico, ki je zelo dobra za estrogensko dominanco, se pravi brez sladkorja, brez moke, brez mlečnih izdelkov, ki v telesu dvigujejo estrogen. Tako da, ko enkrat ugotovite, da je pač nekaj, ki vam ne paše, to enostavno spustite iz svoje prehrane. Lahko tudi poskusite s kakšno protivnetno dieto, o kateri sva pa tudi že govorila. No, zdaj bom iz teh protivnetnih živil poskusila za malce si narediti en smoothie. No, jaz sem imela včasih 30 kg več, kot jih imam zdaj. Ni slabo, ampak dobro pa tudi ne. Pa sem si res pomagala s hrano, shujšala sem, PMS se mi je umiril, ščitenco sem si uredila, pa še dobro izgledam. To bi mogel ti reči. Ja. Ne, sorry, se hotel nekaj drugega reči. Kaj si hotel drugega reči? No kaj? Da v tem PMS-ju je še diskutabilno. Evo, upava, da smo vas oborožila s kakšnimi novimi nasveti glede prehrane. Kot vedno se pa tudi pri hormonskem neravnovesju lahko pogovarjamo o tem, kaj je bilo prej. Kura ali jajc? Torej, a vaše zdravstvene težave izvirajo iz debelosti, ki je pač posledica hormonskega neravnovesja, ali pa to neravnovesje krivo za prekomerno telesno težo? No, odgovor na to, kaj je bilo prej kura ali jajc, je bolj filozofske narave.
Vam bo pa najbrž pri hormonskem neravnovesju, tako kot pri uravnavanju telesne teže, vsekakor pomagala sprememba prehrane. Zato upava, da boste res razmislili o tem, katera prehrana dobro vpliva na vaše hormone in katero je treba čim prej črtati iz shopping seznama. Zato, ker se veste, na koncu dneva se sami odločamo o tem, kaj bomo dali v lonec, pa kaj bomo dali v usta. Če vam je bil ta video torej všeč, nama stisnite like, naročite se na kanal, če še niste in pa seveda, kot vedno, Še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!